Lojca Laznik, predstavljamo turistično društvo Dravograd. Delamo dvorec Bokovje pa ruševine starega grada Pukštajn. To smo si zamislili zato, ker je to naša kulturna dediščina. V skupini smo Eva, Dominik, Joži, Alenka, to imamo že za kralja Matjaža Alenčico, Dominik, Vanči pa Martina. Naredili smo tudi grad, tako kako smo si ga zamislili, z okni, vhodom, staro ruševino in ga bi radi predstavili v Črni. Moje ime je Darja Štirn, ekipa je pa Huban. Že mislim, da 12. leto smo tule v tej čudoviti dolini pod Peco, v dolini kralja Matjaža in vedno tudi delamo neko temo, ki je povezana z neko aktualno problematiko, ki se dogaja v tej naši družbi, v kateri se nam zdi, da smo vsi, ki v njej živimo, preveč pasivni. In letos smo se odločili, da bomo se dotaknili teme, ki je zdaj aktualna, in sicer razprodaja javnega premoženja, zato smo tudi naši skulpturi dali ime Razprodaja. Gre pa za to, da smo naredili kralja Matjaža, ki spi pod goro Peco in gleda vse to, kar se dogaja. In on kot tak pošten človek, ki je bil velik nasprotnik kapitalizma, ki zdaj tako zelo kruto udarja v to našo družbo, gleda to ubogo ljudstvo, kaj se mu bo zgodilo, in se mu nekako ta njegova brada navija okrog mize. In legenda pravi, da ko se mu bo 9. navijal, se bo zbudil in bo ljudem pod goro Peco prinesel blagostanje. Ampak glede na to, kaj pa se zdaj dogaja v Sloveniji, pa tudi drugod po svetu, smo pa nekako mi rekli, da bomo probali ljudstvo malo šokirati na ta način, da tale meč, tule ga fantje zdaj zelo pridno gradijo, oziroma izdelujejo do konca, predstavlja meč kapitalizma, ki zelo kruto posega v to našo družbo in tudi v ta 9. navoj, ko že skoraj čisto na koncu se okrog mize navija, da bi zbudil to ljudstvo pod Peco in mu to blagostanje prinesel, ampak nekako nas opozarja, da ni nujno, da se bo to zgodilo, ker lahko bo tudi meč kapitalizma, ta 9. navoj presekal in bo šlo vse, pač ne rečemo kamno. Na ta način hočemo tudi vsem ljudem povedati, da dajmo že nekaj narediti, se morda malo bolj angažirati, tudi v smislu tega, da se sami sebe ponesemo v blagostanje, da ne moramo čakati na druge, da nas bojo ponesli. Simon Prosenc, naša ekipa je urni zabavljači. Tako. Naša stvaritev predstavlja uro, simbolično krona na vrhu, kraljeva z brado. Ura kaže 9, se pravi, Matjaževa brada se je 9-krat uvila okoli čigarkoli že, Sneg je odlično pripravljen bil, odlično vreme. Mislim, da smo zrihtali enega izmed najlepših gradov. Ekipa smo pa vsi the best.
Šolcl. Naša ekipa je Olaf. Sestavljajo člani Špela Pastirk, Luka Blatnik, Darko Škrubej pa Tjaša Erjavec. In smo se odločili za nekaj malo drugačnega. Smo naredili snežaka z imenom Olaf iz risanke Frozen. Joži Podobnik, turistično društvo Reka Divje babe. In lep pozdrav, javljamo se v živo iz Črne na Koroškem. Predstavljamo vam turistično društvo Divje babe Reka. Prihajamo iz temne jame pod Čebrelsko planoto, kjer so našli 55 do 65 tisoč let staro piščal, ki zares tudi špila. Tukaj se lahko pogledate, kakšen specialen grad smo naredili, vse na temo piščali Divje babe, kolegi izdelujejo. Gremo, kje je medved? Kje je Meda? 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 Evo, imamo pravega jamskega medveda, sicer star, zatohel, domočen, sedi. Tačko. Ja, tako. V glavnem smo tukaj prvič v Črni na Koroškem, idealno, super vreme, super ljudje, odlična hrana. Bi ti kaj povedal? Lačen je, ampak bo dobil tudi on nekaj za pojesti. Prihajamo iz Prlekije, turističnega društva Mala nedelja Radoslavci. Letos prihajamo na Koroško že 10. leto, tako da gradimo gradove Kraljeva Blaža in se vedno počutimo izvrstno. Domen Ocepek, s Koroške prihajam. Ime ekipe je pa ta zadnji cajt skupno branje. Zdaj že ime ekipe pove, kaj smo. V bistvu smo se zadnji cajt skupno brali, da naredimo Matjažev grad. Delamo pa te gradove vsako leto, praktično že od začetka. Mogoče smo kako leto vmes manjkali. Zdaj v bistvu nam je pač to, da vedno naredimo nek grad, ki ima čim več tih velbov, ker v bistvu je v velbih. Zdaj največ dela je na začetku, ko se material nakup plači in v bistvu vsega je ena taka poštena žaga. Taka, da se reče, ne one male. In z tega pol naredimo to, kar zdaj to vidite. Živijo, jaz sem Saša Železnik, prihajam iz Ljubljane. Naše ime ekipe je Šajn Brajla Kadajma. To je prišlo iz enega zelo slavnega videa na YouTubeu, tako da si ga pogledajte. Drugače pa smo mešana ekipa, pol nas je iz Ljubljane, pol iz Koroške in naš grad zgleda približno takole. Delali smo ga cel dan, lotili smo se ga najprej delati po načrtu, ker se to ni izkazalo za dober plan, smo ga na to pač malo improvizirali. Ampak je kar dobro izpadalo, tako da smo s končnim izdelkom zelo zadovoljni. Igor Obretan, delamo šolenčke, to je neka mala risanka, ko so jo gledali otroci oziroma smo jo mi gledali, zato smo jo naredili, tako da je v piku tam zadnje moja ekipa oziroma tabor, Kac, Matej
Robi, Špela, Jasmina, delamo, druge smo si zraven pripeljali, jih ni raba Črna dati, jih ni raba občina dati, tako da smo si vse porihtali, šnopsa imamo dosti, tako da pridite, poglejte in uživajte na polno. Moje ime je Kralj in sem član ekipe Ledenih čudakov. Pravzaprav sem idejni vodja vsega skupaj in se že 7. udeležujemo tega prekrasnega ambienta in čudeža v Podpeci. Z veseljem gradimo. Letos smo se odločili, da delamo gotski stil z nekim eliksirjem življenja, ki pa je za nas zadnje čase cviček. Dolenjski cviček, ne koroški, nažalost. V glavnem, smo bili pridni, zelo, delali smo neprestano, samo vzeli smo se tisti pol urce za malco. Drugo leto pridemo spet, že zdaj povemo, zadovoljni smo in upam, da so tudi gledalci zadovoljni s tem, kar smo naredili. Tomaž Sokolovnik. Tukaj smo Mladinski center Dravograd. Tukaj smo že par let, sodelujemo v Črni na Koroškem na gradovih Kralja Matjaža. Letos smo se odločili za graditev malo bolj modernejšega Kralja Matjaža, se pravi kot DJ-ja, ko ga vidite tule, in obiskovalcev na našem koncertu. In obiskovalcev je veliko, Kralj Matjaž pa tudi opravlja svojo nalogo. Tule smo kot promocija Mladinskega centra Dravograd, ki vsako leto pripravlja tudi tradicionalno prireditev Rock Dravograd, in upamo, da bo tudi letos v Dravogradu rolal Kralj Matjaž. Beti Oražem iz Coca-Cole. Ekipa je Coca-Cola. Tako da to je Jay, Miša, Taja, Anja, Luka. Kje je Luka? No, mi smo danes prišli in prinesli veselje, zgradili božičen tovornjak, s katerim je prišel božiček brat od Kralja Matjaža. Tako da uspel nam je, ne ekipa? Ja! A bomo še kaj povedali? Ja, da so vsi vabljeni na Coca-Colo, ko bo konc glasovanja, imamo Coca-Colo za vse. Tako da lepo vabljeni. In spodbujamo res take prireditve, ki so lokalnega značaja, pa ko podpirajo aktivno življenje. Ja. Ja sam Katja Tramontana domaćina, predsjednica Kulturno-umjetničkog društva Šolta, koje je danas ovdje napravilo ovu skulpturu koju vidite. Došli smo sa otoka Šolte iz Hrvatske i napravili smo našu čuvitu, to je sova, simbol našeg otoka. U našoj grupi iz našeg Kulturno-umjetničkog društva ima nas 36. Smjenjivali smo se svi pomalo, tako nema zaslužnih pojedinaca. Svi su doprinijeli ovoj skulpturi. Nismo očekivali ovako fini događaj, iako smo mi u Črnoj već bili nekoliko puta. Rado dođemo, Črna je naša bratska općina, pobratinjeni smo općina Šolta i općina Črna, ali ovo je bio poseban doživljaj. Danas na snijegu i napraviti nešto što nije nama svojstveno, rad u snijegu. Nadam se da smo uspjeli napraviti ovu našu skulpturu. Vojska, mi pomagaš. Prvo grem jaz s poljubi.
Dovolite. Poljub kralja Matjaža obema Alenčicama vredno ogleda. Ja. In še druga. Opa! Lepo je bilo tole. Kot da sem zgubil nekih 100 let. Verjemite mi, dragi moji, naslednje leto, ko se vrnem, bom verjetno ves v cvetju. Najmanj bom ponosil belo banduro. Jih boste odpeljali, ju boste odpeljali? Bom, seveda. Najprej na njuna gradova. Ena z leve, ena z desne, držta se mi tam vojaka. Sem. To. Tako, zdaj pa res en dolg aplavz za kralja Matjaža in obe Alenčici. Prvič v zgodovini gradov si je izbral dve. Kaj lahko rečemo ob tem? Naj živi kralj Matjaž in naj živi poligamija. In naj srečno živijo v Votlini. V rumenem tisku lahko napišete, ma kar hočete, ne? No, dragi Alenčici, glede na to, da stanujeta vsaka v svojem gradu, bi si želel, da me zdaj popeljeta najprej na svoja gradova. Da vidim tisto, kar so že prej dekleta reklamirali, čistočo, pa take stvari, ne. Zdaj pa ne vem, kateri grad je najbližji. Tvoj? Njen je tamle, čist na začetku kupa. Pa tvoj? Ta je bolj matematično smerjena. Trojka. No, se pravi... Ja, hvala Bogu, ne? Pa gremo najprej k trojki. Ostali, dragi moji obiskovalci, veselite se z mano, veselite se še naprej. Jaz definitivno vidite, sem v dobri družbi. Veselil se bom in verjamem, da boste tudi Alenčici veseli. Poiščite si svojo Alenčico, uživajte, lepo se imejte in drugo leto naj bo en kup mladih princev in princesk tukaj na tem gradbišču teh lepih, čudovitih snežnih gradov. Da bo ta naša skupna pravljica še lepša. Da bo pravljica počasi prešla v resničnost. Naredimo Slovenijo spet lepo in prijazno deželo. Jaz grem to delat. Alenčici, gremo. Pozdrav kralju Matjažu in obema Alenčicama.